Dobrodošel v dnevnem podkastu, kjer raziskuješ najpomembnejša vprašanja življenja skozi misli in nauk starih stoikov, kot so Seneca, Epiktet in drugi. Vsak dan ti prinaša novo lekcijo o življenju, prilagojeno za človeka v modernem času. Današnja stoična misel je od Epiktet. Razprave je pomni, da te ne škoduje tisti, ki ti je zameril in te udaril, ampak škoda izhaja iz tvojega lastnega prepričanja o zlorabi. Torej, ko te nekdo razjezi, vedno upoštevaj, da je tvoje mnenje tisto, ki to podžiga. Namesto tega ne bo tvoj prvi odziv, da se ne pustiš odnesti s takimi vtisi, saj se s časom in razdaljo samonadzor lažje doseže. Konec citata. Sledi kratka razširitev te misli za modernega človeka. Epiktetova modrost se osredotoča na idejo, da je naša interpretacija dogodkov, ki določa, kako se nanje odzivamo. Pogosto se pustimo ujeti v jezo in občutkih krivice, ko nas nekdo prizadene ali nas namerno provocira. Ampak po Epiktetovem mnenju je ta jeza samo odraz naših lastnih mnenj in interpretacij situacije, ne dejanja osebe same. Primer tega bi bil, če bi vas sodelavec kritiziral na sestanku. Vaš prvi instinkt bi bil morda, da se razjezite in se branite. Toda po Epiktetovem mnenju bi bilo bolje, da se ne pustimo odnesti s prvotnimi vtisi in čustvi. Če bi vzeli nekaj časa, da se oddaljimo od situacije in razmislimo, bi lahko bolje obvladovali naš odziv. Morda bi lahko ugotovili, da je kritika bila konstruktivna ali pa da so bile besede sodelavca posledica njegovega lastnega stresa ali težav. Ta pristop ni enostaven in zahteva prakso. Ampak, kot pravi Epiktet, samonadzor postane z razdaljo in časom lažji. Torej, naslednjič, ko se boste počutili izzvani ali prizadeti, se spomnite, da je vaša reakcija v veliki meri odvisna od vaših lastnih interpretacij in prepričanj. Razmislite, kako bi se lahko odzvali bolj umirjeno in razsodno, če bi si vzeli čas, da obvladate svoja čustva in razmislite o situaciji, preden odreagirate. V teh trenutkih si je koristno zapomniti Epiktetove besede in si prizadevati za boljše samonadzorovanje in umirjenost, ne glede na okoliščine. Kot pravi Seneca, nič ne osrečuje toliko kot ljubeča in zvesta prijateljstva. Zato podeli to epizodo z nekom, ki ti je blizu in ne pozabi slediti podkastu, da boš lahko obveščen, ko bodo objavljene nove epizode starih modrosti stoikov. Želim ti polno preizkušenj in poguma v tem dnevu.